Lepo pozdravljeni. V tokratni vroči temi bomo analizirali dosežke, bolj ali manj uspešne dosežke, da tako rečem, vlade dr. Roberta Goloba, torej vsekakor pa tako imenovane dosežke, s čimer se vlada pred volitvami hvali. Naš sogovornik je gospod Tomaž Štih, finančni analitik, delate v londonskem Cityju. Lepo pozdravljeni, gospod Štih. Dober večer. Drugič v tem studiu. Pa začniva kar zdaj recimo z gospodarsko rastjo. Lani je bila po statističnih podatkih 1,1%. Menda je manjša, Janez Janša je dejal, da je 0,9%. Skratka, kaj je zdaj s to gospodarsko rastjo? Videti pa je, da v zadnjih 4 letih je ta gospodarska rast padala. Ja, se pravi, v zadnjih 4 letih je gospodarska rast Slovenije dosegla neke normalne velikosti, ampak trend je, kot ste rekla, padajoči. Mislim, da je bila kumulativno za ta mandat, sem malo pogledal, je bila okoli 7%, ne? Kar bi ljudje rekli, se to pa ni tako slabo 7%, ampak v istem času, ne, je bila hrvaška gospodarska rast 16%, ne, več kot 2-krat večja, ne, in blaginja države, ne, je ključno odvisna od tega, kako hitro rastete, ne. Tiste države, ki so danes manj razvite, ki jih gledamo kot nerazvite, so to samo zato, ker so v zgodovini počasneje rasle. In če primerjate recimo rast Slovenije in konkurentk na vzhodu, ugotovite, da so nas že skoraj ujeli, ne, zato ker hitreje rastejo, ne. Tako da mislim, moramo prenehati biti samo zagledani vase in si reči, hura, dosegli smo 7%, dokler sosedje dosegajo 16%. Ne. In kaj je botrovalo tej nižji gospodarski rasti, kot jo ima okolica, recimo Hrvaška je zdaj očitno ta primerjalni faktor, ta dejavnik, ki nas je malce presenetil? Slovenija predvsem izgublja svojo konkurenčnost, ne. Izgublja svojo konkurenčnost na gospodarskem področju in dela precej čudne eksperimente, ne. Zdaj, težko bi razen vlade identificiral en vzrok, zakaj se je to zgodilo, ne. Bi pa rekel, da bi veliko pomagalo, če bi podjetnik v Sloveniji vedel, kakšno bo naslednji teden gospodarsko okolje, ne. In ti gospodarski eksperimenti, ki ste jih ocenili in imenovali, povejte nam, za kakšne eksperimente gre? Ja, na primer, ne, vlada dobesedno nekaj tednov pred volitvami, ne, ali pa nekaj tednov pred božičem uvaja zelo velike stroške za gospodarstvo, recimo božičnico brez odvisnosti od uspešnosti, ne. Dobijo vsak, ne glede na to, kako je bil uspešen, še huje, ne. Dobijo vsak enako, ne glede na to, da so eni več prispevali, drugi manj, ne. In to je za neka podjetja, ki imajo plane narejene, morda že dolgove, morda že investicije zaplanirane, to je velik šok, ne. In to so jim vsi povedali, ne. Naslednja taka stvar je recimo dvig minimalne plače, nedavni dvig, z dekretom, ne, za zelo, mislim, da je bil čez 10% dvig, ne. To je spet šok, ne, in ta šok se občuti, ne, ta šok občutijo podjetja, ki, kakor jim je predsednik vlade tudi predlagal, odhaja na Hrvaško, ne. Nedavno je Petrol razglasil, da bo odšel, ne, oziroma upravo preselil na Hrvaško, ne. Zdaj, Petrol je državno podjetje, ne, in lahko se vprašate, če državna podjetja ne zmorejo tega, kako šele tisti, ki jim gre slabše, ki niso monopolisti. In to je, rekel bom, država oziroma vlada, ne, če bi lahko eno stvar izpostavil, ki jo vlada ves čas počne, ta vlada ne vodi države, ta vlada ne izvaja ukrepov, ne izboljšuje poslovnega okolja, ampak nenehno z nekimi polukrepi, kapicami, intervencijami gasi požare. In to na všečen način. In to nas seveda veliko stane, veliko mnogo ne proizvedemo in končni rezultat je takšen, kot je. No, seveda posebna zgodba so tudi tako imenovani SP-ji, samostojni podjetniki, ne, ki jih je več tipov v Sloveniji, in to neprestano preigravanje, zdaj plačujejo toliko, potem spet toliko, to se spreminja, zdaj predvsem pred volitvami se spet Robert Golob spomnil, da bi spet mogoče predvolilno kaj spremenili. Kako vi gledate na to? Ja, če sem prej omenil, da je stalnica te vlade, da gasi požare, je druga stalnica to, ne, da gasi svoje požare, ne.
da sprejema zakone in se potem hvali s tem, da je lastne zakone podrla. Ne. SP, posebej normiranci, so nekako hrbtenica dobrega zaposlovanja v tej državi. Ne. Načeloma, ne, če želite imeti neko normalno gospodarsko okolje, mora podjetnik za 10-15 let vnaprej vedeti, kako bo to približno izgledalo. Ne. Če vi vsak mandat spreminjate davke, ne, dobro, če bi jih navzdol, bi še nekako šlo, ne, ampak da jih navzgor, ne, to enostavno, v takem okolju je enostavno težko poslovati. Ne. No, vlada tudi pravi, da je v času te vlade, njenega vladanja, rekordno nizka brezposelnost. In izpostavljajo, da je število brezposelnih na zgodovinsko nizkih ravneh. Ali je razlog v vladi? Ne. To se pravi, mi smo že vnaprej vedeli, da se bo to zgodilo, ko bo prišlo do tanjšanja te demografske piramide, ker je malo mladih, ki potrebujejo službe. Ne? Druga stvar je, da ima Slovenija izrazit odliv možganov. Ne? Iz Slovenije odhaja, mislim, da na 1000 prebivalcev 4,8 prebivalcev odhaja, ne? Kar je 2-krat toliko, kot je povprečje OECD. Ne? Tretja stvar je, da mimogrede med temi pobeglimi možgani so najpropulzivnejši kadri, denimo informatiki očitno, potem inženirji in 28% teh pobeglih možganov so zdravniki. Ne? Katastrofično. Ne? In zaradi tega, ne, in zaradi enega pojava, ki se vidi šele, ko se poglobite v številke. In sicer Evropska komisija nam je napovedala 0,2% padec zaposlenosti, za 2005 podatkov še ni, ker se to vedno z eno leto nazaj dela. Ne. Mislimo, da bo tam nekje, mogoče bo malo boljše, ampak zakaj je prišlo do tega, zakaj scenarij ni bolj katastrofičen? Zato, ker je gospodarstvo sicer izgubilo po nekaterih podatkih 7300 delovnih mest, ampak je to Robert Golob in njegova vlada nadomestil z masivnim zaposlovanjem v javnem sektorju članov Svobode, Levice in stranke SD. Ne? In Finance so izračunali, da so zaposlovali 20 ljudi na dan. 20 ljudi na dan. Kar pomeni, da so v enem letu izenačili število izgubljenih v gospodarstvu z toliko več delovnih mest v javnem sektorju, ampak to ni tisto zaposlovanje, ki si ga mi želimo. Ne. Seveda se hvalijo tudi s plačno reformo, predvsem plačno reformo v javnem sektorju, ki pa je še vedno pustila ta osnovna dela, recimo to skupino J, pa tudi na primer medicinske sestre, vse te, ki naj bi delali dolgotrajno oskrbo, oni so še vedno slabo plačani. In bojo slabo plačani, dokler bomo imeli takšen plačni sistem, kot ga imamo, ne, točkovan po celi državi enak. Ne. Sam plačni sistem je slab, ne. Plačna reforma sama po sebi je pa katastrofa. Ne. Prvič so izkopali ogromno luknjo v javnih financah, ne. In na to nas vsi opozarjajo, od Fiskalnega sveta do Evropske komisije. Ne. Drugič so pa naredili ogromen razkorak med javnim in zasebnim sektorjem, še poglobili. Ne. Mogli bi biti pa ravno obratno. Ne. Če vi želite, da gospodarstvo raste, morajo iti najboljši ljudje tja, ne pa da grejo v javni sektor, v službe nizke intenzitete, kjer so lahko manj poglobljeni v svojo stroko in tako dalje. Ne. In ta plačna reforma to ni reforma, ne, to je protireforma. Ne. Ni reforma, če vi zvišate vsem plače v javnem sektorju in naredite luknjo v proračun. Ne. Ali vi menite, da bi morali biti te poklici, ki se jih bolj išče, recimo tudi zdravnik, ki študira 20 let, da pride do poklica, je pa v javnem sektorju potem enako ali pa celo manj plačan kot mogoče nek novinar, pa bom zdaj proti svoji stroki govorila, ampak vendarle to ni isti študij, ne? To ni isti strokovnjak, recimo zdravniki, medicinske sestre, neki inženirji, kar ste tudi sami, ne? A bi morali biti te poklici izločeni iz javnega sektorja in bolj plačani? Mislim, da bi mogel biti javni sektor predvsem bolj fleksibilen v svojih plačah in imeti več lokalne avtonomije, tako po ministrstvih kot tudi po posameznih bolnišnicah. In da tega sistema točkovanih plač ne bi smelo biti. Ne. Te uravnilovke po celem javnem sektorju in razredov ne bi smelo biti. Ne. To se pravi, to hromi
na to nek hromi, način. ne, ker, kakor ste vprašala, ne, če vi želite zaposliti enega, bom rekel, politologa, pa enega, recimo, kirurga, ne, ne morete vi njiju dati par točk narazen, ne, ker kirurg je na trgu neprimerno več plačen in kar bo končni rezultat je, da boste imeli v javnem sektorju mnogo politologov, pa zelo malo kirurgov. Ne, ne morete varati trga za plačnimi sistemi. Ja. No, omenili ste že naš primanjkljaj, ne, tako proračunski kot javnofinančni. Zdaj, kako se ga bomo rešili? Namreč strokovnjaki, kot ste rekli, opozarjajo, da gre ta denar v naložbe, ki ne večajo dobička. Ja. Slovenija ima še vedno precej dobro gospodarstvo, ne zaradi vlade, ampak kljub vladi, ne. In slovensko gospodarstvo je pod ustreznimi pogoji, ne, sposobno proizvajati rast, ne. In najboljši način, da se ti rešiš javnofinančnega primanjkljaja, je, da ne delaš novega in da rasteš, ne. Skratka, kar je treba narediti je, ne bom rekel, kar mora vlada narediti, ampak bo rekel, vlado je treba zamenjati in pripeljati vlado, ki bo bolj gospodarstvo prijazna in ko bo gospodarstvo rastlo, bo primanjkljaj izginjal, ne. Ta vlada se zadolžuje na tujih trgih. Japonska, Kitajska, kaj to pomeni vizavi teh škarij valutnih, ne, ki se lahko zgodijo, tako kot so se pri švicarskih frankih. Kar se tiče teh dveh, je to bolj del, bom rekel, profesionalcev na ministrstvu kot vlade, ne. Se pravi te, mislim, da imajo posebna imena, če so samurajske obveznice, mislim, se reče na japonskem, na kitajskem. Pa panda. Panda. Ja. Bog ve, kako oni pravijo evropskim. Ampak zakaj mislim, da gre tukaj za akcijo? Zato, ker ko sem zadnjič gledal podatke, pa to je bilo malo nazaj, morda se je vmes kaj spremenilo, je bilo tako, da je bil japonski trg bolj ali manj sondiranje. Zakaj sklepam na to? Zato, ker mi se zadolžujemo za milijarde, ne? Na japonskem trgu smo se zadolžili za 175 milijonov. To kaže, da je bila to pilotska zadolžitev. Oni so tipali, ker če to propade, ni velika in oni so tipali in so šli tja. Zdaj, kar se tiče obrestne mere, je bila na japonskem sicer dosežena bistveno nižja obrestna mera, ne, to se pravi, mislim, da Evropa bi bila pri 2,8, ne, Japonska je bila pri 1,23, 1,24, nekaj takega je bilo, ampak ne, če se vi zadolžite v jenih, morate vi kupiti oziroma plačevati obrestni na swap. Ne, kaj je swap? To je mehanizem, ki odstrani valutno tveganje. Ne. In ko pa se štejete obresti swap, pa tega pogotovite, da je bilo mogoče 10% ceneje, drugače je bilo pa čisto isto. Tako da dve stvari. Prvič, vlada to ne počne za resno zadolževanje, ampak zato, da testira. Ne. In druga stvar, ne gre tukaj za potrebo po nižji obrestni meri, ampak za, rekel, diverzifikacijo. Mogoče za risk management mehanizem, zato jaz smatram, da tega ni počela vlada, ker vlada tega ne zna in ne razume, ampak da je ministrstvo na nek način strokovni kadri uspeli prepričati vlado, da poskusijo to. Niso pa še tega izpeljali. Kakor sem zadnjič bral, na Kitajskem potem te zadolžitve še ni bilo. Tam bo, mislim, da okoli 600 milijonov, 600 se ne spomnim, ampak tam bo nekoliko večja. Ne. No, na plakatih po Sloveniji lahko vidimo, da se hvali vlada tudi z višjo bonitetno oceno Sloveniji. Je ta realna? Ja, ampak se je treba vprašati, kaj bonitetna cena odraža. Ne. Bonitetna ocena ni nobena romantika, to odraža kapaciteto države, da se zadolžuje. Ne. In bonitetna ocena, denimo, ne, kot primer, ne, je v Grčiji narasla, ko so začeli plačevati nižje pokojnine, ne, zato ker je država obdržala več denarja in je več možnosti, da država vrne. Ne. In ko Slovenija recimo dvigne davke, ne, oni vidijo, država bo imela več denarja, bo lahko vračala posojila, da imajo višjo bonitetno oceno. Tako da bonitetna ocena vam nikoli ne kaže blaginje prebivalstva, lahko je ravno obratno, pa kaže zadolžitveno sposobnost države. Ne. Ob tem pa velja opomniti, da to, da imamo mi dobro zadolžitveno sposobnost, ne, je sicer pozitivno, ne, ampak po drugi strani vse dolgove treba enkrat vrniti. Ne.
No, prav to, ko govorite, da ima vlada zdaj več denarja, je posledica tudi tega, da pobira 1% ali pa 2% od neto prihodkov, tudi od pokojnin, ki so zajamčene, očitno pri tej vladi ne. In to pobira in je pobrala preveč denarja, kolikor je sploh sposobna potrošiti v tem trenutku za dolgotrajno oskrbo, kajti 650 tisoč upokojencev plačuje peščici 20 tisoč upokojencev, ki so v domovih starejših, ne. In to je ta presežek okoli 150 milijonov, ki ga je zdaj seveda Zavod za zdravstveno zavarovanje vrnil spet v proračun in gre tu sem pa tja tale ping-pong z našim preveč pobranim denarjem. Ja, mislim, da je že precej časa nazaj je bilo jasno, da gre tukaj za fiskalno zaplembo denarja, da je šlo, na začetku je šlo za recimo nekoliko nesrečen pristop, ne, vlada je uvedla davek, ne, kar očitno pa zna, ne, namesto da bi najprej naredila načrt dolgotrajne oskrbe, ne, potem na podlagi načrta izračunala na podlagi operativnega načrta izračunala, koliko bo to stalo in potem prilagodila davek, ne. In seveda rezultat je, da je ostal denar, ki ga zdaj nenamensko porablja, ne, kar je škandal samo po sebi. Ne. Druga stvar je pa, da si mi nismo izmislili dolgotrajne oskrbe. To imajo mnoge države, ne, recimo Norveška, ne, in države, ki imajo bistveno nižjo javno porabo od nas, ne. In potem se je treba vprašati, ne, zakaj takšna nova storitev države potrebuje nov davek, zakaj se ne financira z recimo prerazporeditvami znotraj obstoječih davkov, se jih plačujemo že zdaj preveč, ne. Tako da jaz mislim, da bi bilo mnogo boljše, ne, mnogo zrelejše, če bi se tega lotili s prerazporeditvami kot z novimi davki, ne, ker potem uvajamo to kulturo, da za vsako novo storitev države pride nov davek, ne. Zakaj ne? Se država porabi izrazito preveč, ne, malo manj nekje druge porabi, malo več tukaj in bomo imeli storitve, ne, ki jih potrebujemo. Torej, kje bi ta država lahko in komu bi lahko vzela, kje bi lahko porabila manj? Ker zdaj šlo to res, imamo nenazadnje toliko ministrstev, vseh, rekli ste, koliko ljudi se zaposluje in vseh teh nevladnih organizacij, za katere tudi ne vemo, kaj počnejo. Kje bi lahko država vzela? Imamo te kratkoročne vire, ki ste omenili, cel kup nesmiselne porabe od množice nevladnih organizacij, ki bi mogle nastopati zasebno, do hudo precenjenih projektov, naprimer jeseniške železniške postaje, ne, ali pa takšnih imamo cel kup, ne. Ampak to je zdaj tako, ne, to je mogoče za leto, za nekaj let, ne. Generalno gledano bi pa mogla država znižati javno porabo strateško in sicer edini način, da to naredimo, je, da imamo vlade, ki se strinjajo, da je to državni interes in ena za drugo, ne glede na to, kdo vlada, počasi klestijo javno porabo, ne. Kako se to naredi? Preprosto, ne. Malo manj se zviša vsako leto kot sicer, ne. In z naravnim upokojovanjem se recimo malo zniža število zaposlenih, ne, ker ljudje grejo v pokoj, ni treba za vsakega enega drugega zaposliti, ne. In potem jaz mislim, da ena taka realna številka je mogoče 1,5% nič več na leto, ne. Ampak, ne, če to delate 3 mandate, pridete na švicarski nivo, ne. No, in koliko je po vašem mnenju te korupcije? Namreč prav, ko ste omenili te železniške postaje, zdaj spet lahko beremo, da so tu provizije kar v nekaj odstotkih, ne. Koliko je po vašem mnenju od bruto domačega proizvoda gre v zasebne žepe mimo zakona? To se pravi, številke nisem nikjer prebral in si ne upam povedati, ne, ker to bi bilo ugibanje, ne, to niso stvari, ampak občutek je pa, da je tega zelo veliko, ne, ker naši projekti so izrazito dragi, ne, in ravno danes sem bral, da je Bratuškova dajala projekte domačim izvajalcem skoraj izključno, ne, pa da nas Turki tožijo zaradi tega, ker so ponudili nižjo ceno in so drugi dobili domači izvajalci projekte, ne, tako da predvidevam, da je tega zelo veliko, ne, in po vseh področjih, ne, še posebej pa na področju gradbeništva, ne.
In seveda tudi zdravstvo, ne? Nabave medicinske opreme. Ja, tam je veliko te male korupcije, lažilne opornice in tako dalje, ampak tam je tudi ogromno čiste nesposobnosti in neorganiziranosti, ne? Ki izgleda kot korupcija, pa ni, ampak je samo neverjetno napačni ljudje na vodilnih mestih, ne? To se zgodi, če predolgo politike kadrirate v sisteme, kjer bi mogli upravljanje imeti v rokah profesionalci, ne? Ampak se zdi včasih ne samo, da ne znamo, ampak da tudi nočemo, ne? Vi ste recimo finančni informatik, pravzaprav že z vidika tega, da ste informatik, veste, da bi nam umetna inteligenca mogoče v 30 sekundah razporedila, skrajšala te čakalne vrste, poiskala najcenejšo različico. Če bi mi uvedli umetno inteligenco v te sisteme, kaj bi se zgodilo? To se pravi, da osnova umetne inteligence, ne, da bi sploh karkoli naredili, ne, to se pravi, v tem trenutku je to še precej regulirana stvar in precej tvegana, ne, čeprav se nekje že uvaja, bi bila, da bi naredili podatke odprte in jih uredili. Mi tega nimamo, ne. Pri nas vam niti zavarovalnica, niti Zavod za javno zdravstvo ne znajo dati korektnih podatkov o čakalnih vrstah, jih ni, ne. In zelo verjetno je, ne, da je marsikaj od tega namerno narejeno, zato da se sistem ne spremlja, ne. Ker če bi nekdo spremljal vse te sisteme, pa jih še nekoliko povezal med sabo, ne nujno z umetno inteligenco, čisto matematično, statistično, bi ugotovili marsikaj, kar se brez teh podatkov ne da ugotoviti. Kar se tiče zaposlovanja, je pa tukaj bil primer slabe banke, ne. Imamo pa prav namerno, ne, na področjih, kjer bi mogli biti profesionalci, nizke plače za to, da odženemo profesionalce, da lahko politike se tja usedejo, ker politik sicer dobi nizko plačo, ne, ampak potem se mu prilepi marsikaj drugega skozi vodstveno funkcijo na roke, ne, na projektih, ne. In se mi zdi, da te dve stvari, ne, to se pravi, izrazita netransparentnost podatkov je v Sloveniji velik problem, ne. To se pravi pa odganjanje strokovnih kadrov ven iz politike. Ta netransparentnost podatkov je že sistemska v smislu, da za vsako neumnost statističnega zavoda morate reči, ne vem koliko zadev, da jo sploh dobite. Vse knjige nepremičninsko so 3-krat zaprte, lahko samo prek njihovih programov odprete. Skratka, vse je zelo omejeno, da ne bi neposvečeni imeli priložnosti teh podatkov počrpati, pa kaj narediti z njimi, ne. No in vlada se tudi hvali, da je uredila zdravstvo, ne, da je zdaj to ločitev na javno, zasebno praktično ukinila. Kako naj gledamo na te pohvale in samohvalo? Da se je ukvarjala z napačnim problemom, ne. Zdravstvo ni razdeljevanje zdravstva na državno pa na zasebno, ampak je zdravljenje ljudi, ne. In v tem času, ne, ko so ločevali javno in zasebno, ne, so naredili več za zasebno zdravstvo kot vse vlade skupaj, ne. Mi smo imeli na začetku te vlade 400 izvajalcev, ne, zasebno, ne. Danes jih imamo 720, ne. To pomeni, ne, prej so lahko ljudje šli, ker so bili koncesionarji in so lahko in revni in bogati imeli te storitve. Danes, ko so izrazito zasebni, je samoplačniško. V celoti. In revni ne morejo več in so jim zožili število zdravstvenih ustanov, ki lahko pomagajo pa tistim, ki nimajo denarja. To je ena stvar. Druga stvar, ker tako tolčejo po zdravnikih, namesto da se pogovarjali z njimi, imamo, kot sem rekel, že prej, beg možganov, ne. Zdravniki so tretja največja skupina, 28% zdravnikom 28% pobeglih možganov je zdravnikov, ne. Potem, če pogledate učinke vlade, ne, vlada je, mislim, da je iz 4,2 milijarde na 7 milijard so šli stroški zdravstva v njenem mandatu. Kaj smo mi dobili za te 3 milijarde? Kaj je drugače? Ne? Čakalne vrste so iste, ne? Čakalne vrste so 140 tisoč ljudi brez zdravnika. Jaz včasih gledam iz Londona tiste posnetke, ko ravno nedavno je bil en, ko ljudje zjutraj čakajo na pediatra, pa si mislim, pa to je tako, ko smo mi v Jugoslaviji čakali na pralni prašek, to je grozno, ne? A veste,
vsak povprečni zaposleni v Sloveniji plača letno za zdravstvo 5.000 evrov. Dobro, jaz živim v starih časih, to sta 2 rabljena avtomobila. Veste, koliko je to denarja? In kaj dobim za 5.000 evrov? No, še zdravnika marsikdo nima. Veste, kaj dobim? Ne? Dobim to, ne? Da imam jaz sorodnike v čakalni vrsti, pa še marsikdo drug, za najrazličnejše operacije po 3 leta, 4 leta. Ne? Zraven mi pa predsednik vlade reče, da je vse to izmišljeno. Ne? Kaj hujšega ti lahko narediš žrtvi, kot da ji rečeš, da je njeno trpljenje izmišljeno. Ne? Ti ljudi boli, čakajo na tisto operacijo, pa prav čakalne vrste so izmišljene. In za nameček je ta vlada Roberta Goloba 2 leti nazaj ali pa 3 leta nazaj tudi ukinila dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki je bilo prostovoljno. Nekdo ga je vzel, nekdo ga ni vzel. Zdaj je postalo ne ukinjeno, ampak obvezno. In ona ga zdaj že drugič draži. Ukinila ga je pa zato, torej ukinila, to je bila samo beseda, ki je lažna. Ne? Ga je pa zato, ker so zasebne zdravstvene zavarovalnice želele takrat podražiti storitev. Ki so jo zdaj prvič sami podražili, drugič so pa iz tako imenovanih dobičkov, za katere so obsojali zasebne zdravstvene zavarovalnice, so zdaj naredili izgubo. In učinek je samo to, da je stvar prisilna, več ljudi jo more plačevati, naredili so izgubo, razlike ni nobene. In veste, zdravstveni sistem ni raketna znanost, povsod okoli nas jih imajo. Samo 2 stvari je treba urediti in niti ene so uredili. Prva stvar, ki jo morajo urediti, je, da čim več storitev v zdravstvenem sistemu dajo v izvajanje zasebnikom. Tako zavarovalništvo kot tudi izvajanje. Čim več stvari morajo zasebnikom. Zakaj? Zato, ker zasebniki tekmujejo, izboljšujejo bistveno boljše od države. Država obdrži kompleksne stvari, za katere res rabiš ozemlje. To je prva stvar, ki jo morajo narediti, zato da imajo čim večji nabor zdravstvenih storitev. Druga stvar, ki jo morajo narediti, je pa, da so te storitve univerzalne, ne? Da so vsakemu dosegljive, tudi če mora malo doplačati, ampak da so mu dosegljive na tak način, da če resno zboli, nihče v državi ne bo nikoli bankrotiral. Ne? Samo te 2 stvari morajo narediti. Ne? In nič od tega se niso lotili. Namesto tega so se šli nek sovjetski razredni boj proti zasebnikom, ločevanje zdravstva na to in to, ne? Krčenje nabora zdravstvenih uslug, takrat, ko rabiš več zdravstvenih uslug, in če kaj, potem ti zasebna iniciativa da širše storitve, več storitev, večjo konkurenco, ugodnejše cene. To se sam primerja z trgovinami. Če bi imeli samo eno državno trgovino, a mislite, da bi bilo v njih ceneje zadeva, pa bolj zadeve? Saj smo to že imeli, saj smo probali. V kolikšni meri je ovira za to reformo, pravo reformo zdravstva, Zavod za zdravstveno zavarovanje, obstoječi? Ja, oni se gotovo opirajo in si želijo imeti monopolno zadevo, ampak imamo trostopenjsko oviro. Zavod je pač lobist, ne? Politika je ta ideolog. Ne? Največja ovira je pa, da se mi volivci še nismo odločili, da to zares želimo. Ne? Ko se bomo mi odločili, bomo zamenjali to, se bo tole disciplinirali in bo šla stvar v reformo. Ampak mi se moramo res odločiti, da imamo dosti tega. Ne? Vprašanje je, ali volivci sploh razumejo oziroma razumemo, zakaj gre. Ja, to je velik problem. Slovenije predstavlja zelo majhno število propulzivnih medijev, ki dejansko razlagate ljudem te stvari. Medtem ko največja 2 medija, Pop TV in RTV, sta zelo podškorne vlade in zelo veliko stvari sploh ne želite spustiti, da bi ljudje izvedeli za njih. Ne? In zelo veliko informacij, zelo veliko je teh stvari, ki se zvejo recimo samo na socialnih omrežjih, resnic, ne? In nikoli niti ne pridejo v medije in večina ljudi, ki ne spremlja recimo X Twitterja, ne? Med drugim tudi zato, ker je vlada od prvega dne strateško komunicirala, da je to pa umazano, da se tega pa ne spremlja, čim bolj poskusila oblatiti. Predsednik je rekel, da ne bo sodeloval, zdaj na veliko snima videe. In zato, ne, ker veliki mediji ne upravljajo te svoje naloge, ker so podrejeni politiki, ljudje niti ne razumejo, kaj vse je treba narediti. Ste pa omenila, ja, res je, predsednik vlade je rekel, da medijev ne uporablja in potem zdaj je postal nekdo kot neka influencerka, ki vsakih 5 minut na Instagramu objavlja neke svoje zgodbice. To je ena njegovih redkih zabavnejših stvari. Ne? Objavlja zgodbice in je burek. Ne? Zdaj, v kolikšni meri je pravzaprav ta kritika
teh reakcij prejšnje vlade na COVID-19, ne, sploh relevantna. Saj konec koncev cel svet je imel ta COVID. Ljudi so zaklepali v stavbe. V čem je sploh ta glavna poanta, ker ljudje v bistvu nasedajo na nek način na neko retoriko nekega zaplinjanja, zastrupljanja, ne vemo točno, cepljenja. Zakaj sploh gre tu? Ja, v COVID-u se je pojavila strašna polarizacija, ni za, drugi proti, ne. In taka polarizacija, ki se enkrat pojavi, to je težko. Mislim, bile so težke besede na račun obeh, ne. In eni so rekli, da so drugi čisto neodgovorni, drugi so rekli, da so eni fašisti in tako dalje. In to, ko se enkrat pojavi, ne, to traja leta in leta, ne, in potem, ko ti to na dan vlečeš, ti ljudi spet spominjaš na tisti čas, ne, in oni se ti spet delijo, ne. In tisti, ki so na tvoji strani, k tistim greš in jih voliš in pozabiš na ekonomske, zdravstvene, vse druge probleme in se avtomatično razporediš na tisto stran, kot si bil takrat. To je emocionalna manipulacija, ne. Je pa res, da zadnje čase ministri in predsedniki kar veliko bureka pojejo, ne. To sem opazil, ne. In kamera tam mogoče. Bi mi rekel, kar navadite se, ne, se boste kmalu spet, ne. Samo na bureku, ja, ker minimalna plača mogoče ne bo dovolj za kaj drugega. No, zdaj seveda vlada se hvali tudi z regulacijo cen. Pravi, da je uvedla kapice na cene električne energije, zemeljskega plina za gospodinjstva in male poslovne odjemalce. Tu se zdaj takoj spomnimo na to nesrečno omrežnino, s katero smo se 2 leti spopadali. Torej, kaj je bilo to? Je bil to ta napačna zelena agenda, smo sledili napačnim ciljem, ki jih je zdaj tudi Evropa na nek način ublažila, tudi tega poročanja, ni več zelenega poročanja, takega, kot naj bi bilo v podjetjih. Zakaj gre tu? To je bila konec koncev evropski obrat v bolj blage ukrepe. Kapice, subvencije, interventni ukrepi, to so tako, kot sem prej že govoril, ne, to so gasilski ukrepi, ne. To ni soočanje z resnično težavo, ne. Če bi se vlada želela soočati z resnično težavo energetske politike, ne, ima par preprostih ukrepov, ne. Eno bi bilo, da bi ukinili konkretno vse subvencije za vse nezanesljive vire energije, ker to ničemur ne služi, ne. Veste, ko se pojavil računalnik, ne, nobena vlada ni šla in začela dajati subvencij za računalnike, da bi šli ljudje s tipkalnih strojev, ne. Niti ni dražila tipkalnih strojev zato, da bi jih ljudje zaposlili, pa ni treba niti energetskih virov, ko bo prišel svoj čas, bojo ti viri prevladali. To je ena stvar, ki bi jo mogli narediti, ne. Druga stvar je, da bi mogli od začetka mandata, ko so zelo bremzali agresivno ne na NEK 2, ampak na NEK 3, ne, no, oziroma jedrsko elektrarno 3, ne, se to niso bloki, tako kot pravijo, to so čisto ločene jedrske elektrarne, ne. Ker prihaja umetna inteligenca, ne, in umetna inteligenca bo potrebovala še toliko več energije in umetna inteligenca morda ne bo prišla tako hitro, kot smo mislili, ampak definitivno prihaja. Ta energetski šok bo definitivno prišel, ne. To, kar so počeli v Evropi in pri nas, bom rekel, zadnja desetletja, ne, ta zeleni tehnološki preboj, ne, je bil žal zeleni preboj, ne pa tudi tehnološki, ne. Skratka, mi to nismo delali kot strateško industrijsko politiko, ampak kot neko ideološko kaprico, ne, kot nekaj, kar smo si zelo želeli, da bi bilo, ne. In kot rezultat tega, ne, ker nismo tega delali strateško in industrijsko, ne, smo šli zapirati jedrske elektrarne v Nemčiji, ne, in Nemčija je izgubljala industrijo zaradi tega, ne, ker nismo mislili na ta efekt, ne, na ta učinek, ne. In kot drugi rezultat tega je seveda, da zaradi nezanesljivosti virov, ne, teh novih virov, ne, ki pa postajajo vedno večji deležnik v energetskem omrežju, ne, se pojavljajo različna nihanja, pa je treba obnoviti omrežje, ne, in potem vlada sicer lahko s temi interventnimi gasilskimi ukrepi, ne, gospodinjstvom nekoliko omili
omili to krizo, ne more pa s tem nobenega od dejavnikov rešiti. Kar s tem dela je, v bistvu daje neke vrste fiskalni anestetik, za par mesecev rešuje zadevo in nič, kar danes niso plačali, ljudje v prihodnosti jim ne bo odpuščeno. To se pravi, česar danes ne plačajo, so že začeli plačevati skozi omrežnine, ki so skočile. Hkrati to plačujejo z zadolževanjem države, kar bojo oni plačali, pa z gospodarstvom, z višjimi stroški za gospodarstvo, kar so pa njihova delovna mesta. No pa tudi sama omrežnina, pač ukvarjali smo se veliko s tem, torej najvišja je bila v času, ko podjetja delajo, ko funkcionirajo, takrat je najvišja omrežnina, tudi za gospodinjstvo je tako. Pa sama omrežnina kot taka, ljudje so rekli, dobro, zakaj zdaj vsi plačujemo za tiste, jim večamo omrežje, kapaciteto omrežja, ki so šli na sončne elektrarne, ki so šli na druge alternativne vire, ki tako ne prinesejo dovolj, da bi bili samo oskrbni, zdaj moramo vsi to plačevati. Po drugi strani so pa seveda tisti, ki so pa postavili sončno elektrarno, pa ravno zaradi tega morali tudi plačati višjo omrežnino v tem svojem računu, ker so imeli to priključno moč, to kapaciteto, potencialno večjo, čeprav mogoče v nekem trenutku sploh ni elektrika tekla po omrežju. Ta omrežnina je res zapletena, ampak je zelo vplivala na gospodarstvo. Dve stvari sta tukaj. Prva je odgovor na vprašanje, ki ga ljudje postavljajo, zakaj plačujemo za tiste, ki imajo sončne elektrarne. Zato, ker nam vlada sončni kralj. To je zelo preprost odgovor. Druga je pa, da je vlada naredila ključno napako v tem, omrežje je potrebno posodobiti, ne treba plačati. Ampak ključna napaka je bila, da je šla za šok terapijo, namesto da bi to razvlekla na desetletje, lepo počasi in noben ne bi nič čutil. In to je bila napaka. To je pač slaba odločitev in zdaj dejansko gospodarstvo trpi med bolj prizadetimi v Evropi s tem. In to se tudi pozna. A se da to še popraviti? Kot pravim, hitro ne. Mislim, lahko bi zavrteli nazaj te neumne omrežnine, pa jih naredili za razpotegnjene, ampak mi smo imeli pretežno iste ljudi, ki danes sedijo na vladi, ki so nas 20 let prepričevali, da damo stran vire energije, ki so bili fantastični, ki so bili inženirski, ki so bili dovršeni, ki bremzajo jedrsko elektrarno desetletja. In tega se ne da zdaj nazaj jeti pa reči, motili smo se, dajmo te vire uporabljati, pa jedrsko elektrarno zgraditi, pa bi jo že imeli, pa ne bi imeli sploh teh problemov. No, glede te nuklearke tudi, zdaj jo nekako umeščamo v prostor, nekako sprejemamo v načrte, ampak kdo bo to plačal? Takrat, ko je bila debata, potem tega referenduma ni bilo, ker se je opazilo, da praktično vse stranke stojijo na istem, ampak to je tak finančni zalogaj, da so mnogi rekli, da je to prevelika nuklearka za Slovenijo. V določenem smislu je to finančni zalogaj tudi, ker se je treba vprašati, kdo bo to gradil. Imate bistvene razlike v času in v stroških. Najcenejše jedrske elektrarne so južnokorejske pa japonske, najdražje evropske pa ameriške. In iz Slovenije se je, če sem prav bral, iz tega posla umaknila južnokorejska ponudba. Pa se bomo pa spraševali, zakaj je to drago. Kdo je dosegel, da imamo toliko vir za njih, da se njim to ni zdelo več smiselno in ekonomično. In zato bomo to plačali. Zdaj, ali je prevelika elektrarna ali ne finančno, ni pravo vprašanje. Pravo vprašanje, ali rabimo energijo ali ne rabimo. In ja, rabimo jo. Absolutno jo rabimo in še jo bomo rabili. Ker umetna inteligenca bo gotovo dodala par 10%, če ne celo več. Ker en podatkovni center, en sam podatkovni center je malo mesto energije. Za malo mesto energije. In zdaj si predstavljate, Slovenija bi rada marsikje razvita. Predsednik vlade ima, kot pravi, ideje, ki se pol ne uresničijo, da bo svetovne vode urejal iz vesolja, pa da bo tovarne umetne inteligence gradil, pa tako dalje. Če hočemo, da se take ideje pojavijo, pa se verjetno bojo pojavljajo v vladi, ampak da nekdo poinvestira, tem moramo imeti okoliščine za to.
Če mi nimamo dovolj elektrike za to, ne bo nihče prišel in tega ne bo. Ne? In to se je treba zavedati. Ne? Energetika je zelo pomembna reč, cena energetike je zelo pomembna reč in vprašanje je samo, kako recimo pripeljati Japonce ali Kitajce, Japonce ali Južnokorejce nazaj, da nam zgradijo to, ali pa se dogovoriti z zahodnimi partnerji, da te stvari ne bodo tako prekleto drage pri nas. Ne. En del, ki ga lahko naredimo, je, da malo pogledamo skozi našo regulacijo in si rečemo, če je nekaj dobro za Južno Korejo desetletja oziroma skoraj pol stoletja, pa za Japonsko, potem je mogoče dobro tudi za nas. Ne. Mogoče ne rabimo tistih strokovnjakov, ki gledajo metulje, da nam ovirajo jedrske elektrarne. No, govora je bilo tudi o tem, namreč zamisel je bila taka, da bi tudi podjetja v sklopu nekakšnega konzorcija investirala v to novo nuklearko, s tem, da je predsednica gospodarske zbornice pač izjavljala, da za to, da bi imela podjetja cenejšo elektriko iz te nuklearke, pa je potem predstavnik Elesa takoj rekel, da o tem te ideje ne bodo uresničene. Nihče ne sanja, da bo, čeprav bo sam vlagal v nuklearko, imel za to cenejšo energijo. Kako bo s tem? Odgovor je na dlani, ne? Zamenja se predsednika Elesa. Zamenja se predsednika Elesa in ministra, če je treba. Ne? Ker to je pa takšna neumnost. Ne? Tukaj imate javno-zasebno partnerstvo, fenomenalno javno-zasebno partnerstvo, ampak res je, da bojo ta podjetja, če jo dala milijone ali v nuklearko ali desetine milijonov, da bojo gledala vodstvo Elesa pod prste. Hvala Bogu. Ne? Nekdo jim more gledati pod prste. Ne? To se pravi, možno je, da bi imela zato, če investirajo podjetja cenejšo elektriko. Tukaj je samo ena stvar, ki se meni zdi, oziroma bom rekel tako, ne vem, ne? Zato, ker je tukaj ena stvar, ki se reče evropska regulacija, ki jo treba preveriti, da ni tukaj kakšnih nedovoljenih konkurenc. To je pa absolutno treba preveriti. No, to bomo še videli, do tega je še daleč. Ampak kar se tiče regulacije cen, s katero se vlada zdaj hvali, je očitno vlada pozabila, da je na začetku svojega mandata želela regulirati cene hrane, vsaj teh osnovnih živil, pa seveda, da je predsednik vlade, mislim, da je bila to ena prvih obljub, poleg tega zloglasnega čiščenja janšistov na RTV-ju, da bo pokupil vse žito, ki bo zraslo tisto prvo leto, leta 2022. Torej, kaj mislite o tem? Ja, ne. Mislim, da obstajajo predsedniki vlad, ki so to dejansko uresničili, naprimer Brežnjev, ne. Naš pa pač ni, ne. Zato, ker je bila to ena tistih njegovih idej, ne, ki jih je dal na mizo, da bi drugi povedali, kaj si mislijo o njih in jih potem pozabil, tako kot je rekel, da bo dal nagrade gasilcem, pa je bila ideja, ne, se ni zgodila, ne. Pa potem je bila ta nesrečna dolgotrajna oskrba, ki je bila davek, pa se potem ni zgodila, pa potem je bilo njegovih 30,000 stanovanj, od katerih niso nič zgradili, ne. Vse to so ideje, ki se pač ne uresničijo, ne. Je pa to, to je takšna slepota, da boš ti reguliral cene hrane z vtikanjem v trg, to je takšna slepota, ne. To je takšna politična slepota, ne. Ti sicer lahko subvencijo dosežeš, bom rekel, in to je bil tudi prvotni namen kmetijskih subvencij. Prvotni namen kmetijskih subvencij je bil zagotoviti stabilno oskrbo z nekimi kulturami kmetijskimi. Zakaj? Zato, ker trg je zelo nepredvidljiv in če neko leto pridejo, in to se recimo v Mehiki zgodilo, pridejo in rečejo, mi bomo pa koruzo predelali v gorivo, pa bomo več za to plačali, potem zmanjka koruze za hrano. Ne? In zato je država se sploh spomnila kmetijske subvencije kot strateško zadevo, zato da je vedno tam pšenica. Ne? Ampak od teh subvencij do tega, kar je predsednik rekel, ali pa do tega, v kar so se danes subvencije spremenile, je pa spet dolga pot. Ne? Torej vlada s tem vplivom na cene, ki ga očitno ni bilo ali pa ni bil tako pretiran, ni vplivala na nižjo inflacijo. Ja. Zdaj, inflacija sama je primarno se dogajala, ker je primarno monetarni pojav, se je dogajala po vsej Evropi. Ne? V Sloveniji moram priznati, da
ni bilo tako grozne inflacije kot ponekod, ne, to je treba povedati. Ne. Recimo Slovenija, naši politiki se vedno radi primerjajo z našimi največjimi tržišči Nemčijo in tako da in to je napaka. Ne. Mi se moramo primerjati z našimi največjimi konkurenti, ne. Z njimi se primerjamo. Ne. Če se primerjamo z recimo Hrvaško, baltskimi državami, Poljsko, Češko, Slovaško, Madžarsko, ne, ugotovimo, da je bila naša inflacija zmerna, glede na njihove. Ne. Kar pomeni, da so bili določeni ukrepi, ki niso delovali inflatorno, je pa tudi res, in to se treba zavedati, ne, da so te številke inflacij, s katerimi se vlada hvali, pred neumnosti, kot so dvigovanje minimalnih plač, dekreti, plačnimi reformami. To so še stare številke. Tako, to so stare številke. Zdaj, ko bo to udarilo, bo pa ne? naslednja vlada kriva. Ne? Za koliko se bo dvignila inflacija zaradi teh tako imenovanih neumnosti? Si pa ne upam reči. Ja, je pa že zdaj. Ne? Ja. Ti seveda lahko povišaš pokojnino za 4% namesto 5%, Ja. Kar so govorili, ali pa to se vse poviša, grejo tudi cene gor in nisi naredil nič. Jasno. Nič nisi naredil. Dobro, zdaj, ali se moramo bati Mercosurja? Ne, nisem treba bati Mercosurja. Mercosur je v resnici dvostranski sporazum. Ne? In naši kmetje bojo pač dobili neke konkurence, ampak naši kmetje so že tako navajeni na te zadeve, ne? Ker že imajo tako utrjeni, da bojo to preživeli. Bi pa rekel, da bi bilo fajn, če bi samo, če se to še sme zdaj, ko imamo ta sporazum, ne, vse nekoliko reformirali sistem subvencij, ne, ker delamo pa določene stvari. Ne. Zadnjič sem računal, ne, da en sam novo zaposlen v javnem sektorju, ne, za njega letno namenimo toliko sredstev, kot za subvencije 10 gorskim kmetijam. Je pa 20 na dan jih zaposlimo, ne. Mogoče bi mogli vseeno malo razmisliti o teh zadevah. Ne? Kaj pa sama hrana kot taka, pesticidi, namreč tega se tudi bojijo. Česar pa to ni regulirano, recimo v Južni Ameriki, ne? To je tudi ena od skrbi. Ja, to bi mogli pa moje vprašati, jaz ne vem veliko hrani, tako da mogoče nisem pravi človek za to, ne. Za zdravo življenje in to, ne. No, pa vendarle, ko govorimo o kmetijskih subvencijah na ravni Evropske unije, se zdaj dajejo skupaj s kohezijskimi sredstvi. Je to prav ali narobe? Prostite, nimam mnenja o tem, ker nisem razmišljal v tej smeri in je kar kompleksno vprašanje, ampak ja, kohezijska sredstva so za razvoj. Kmetijske subvencije morda niso lih najbolj kohezijska sredstva, ker jih dobivajo največ, predvsem razvite države, ne, in potem kakšen razvoj je to. Ne. Pa kot sem rekel, ne, kmetijske subvencije so bile namenjene primarno stabilni oskrbi z določenimi kulturami. Ne. Zdaj se še bolj premikamo stran, če dajemo to kohezijska sredstva, ampak bi bilo treba bolj premisliti. No, ena od pomembnih politik je tudi stanovanjska politika. Zdaj ta leva vlada, levičarska, tudi stranke za v prihodnje, recimo Gibanje Svoboda, predvsem pa SD, to se pravi socialni demokrati, napovedujejo obdavčitev nepremičnin. Ne, tu lahko zaznamo neko nevoščljivost. Ne. Dočinkov bolj desne stranke se zavzemajo za to, da človek postane lastnik, ne pa najemnik. In je to pravzaprav nekaj dobrega, da imamo v Sloveniji toliko lastniških stanovanj, v primerjavi recimo z Veliko Britanijo, kjer živite in vi delate za nekega lastnika, niste pa nikoli lastnik nepremičnine. Kaj vi mislite o tem? Nekaj stvari. Ne. Prva stvar, ne, je, da Slovenija je prišla iz recimo prejšnjega sistema, kjer je bilo stanovanje praktično edina investicija, ki je človek lahko naredil. Vse niste mogli v tovarne vlagati. Ne. In je bila zanimivo, ne, gradnja precej manj regulirana. Recimo pred sredino 50-ih, ne, na podeželju sploh niso preverjali gradbenih dovoljenj. To ste kar gradili. Ne. In Slovenija je prišla relativno dobro opremljena stanovanji. Ne. Ampak od takrat naprej do danes, ne, delež lastniških stanovanj v lasti gospodinjstev pada kot kamen na Sloveniji.
In mi smo danes, mislim, da nekje 74% samo še, kar pomeni, da smo tam z Italijo, Portugalsko, nismo več, ne gledamo več ven. Ne? 74% ljudi ima lastništvo. Gospodinjstev, ja. Gospodinjstev ima v lasti stanovanja. Ampak tukaj pa zdaj nastopi problem. Ne? Strukturni problem je, da teh 74% so pretežno isti ljudje, kot so jih imeli prej. Ne? In ta delež je padel, ne? Kar pomeni samo eno, da so mladi praktično brez njih. Ne? Ker delež pada zato, ker jih mladi nima. Ne? In če pogledate, da ta delež pada, pa da prejšnji lastniki pretežno ostajajo lastniki, to pomeni, da imate zelo velik delež mladih, ker so mladi majhen del populacije, ki je brez stanovanj, ne? Ki ne more do stanovanj. Ne? In to je naš ključni problem. Ne? In kot vidite zdaj iz naše slovenske socialne slike, ne, vidite, da stanovanje je najboljša obstoječa socialna politika razen zaposlitve. Ne? To, da ste vi stari, pa imate nizko pokojnino, pa vam ni treba 800 evrov za stanovanje, ne? To vam zagotavlja socialno varnost. Ne? In Slovenija je to varnost imela. Ne? In mi moramo razmisliti o tem, kaj se bo zgodilo z mladimi brez stanovanj, če bojo prišli, pa bojo stari 67 let, pa bojo najemniki. Kako bojo oni svojih še nižjih pokojnin, ki bojo takrat sploh plačali najemnine, ki bojo živeli. Ne? In zato jaz mislim, da je ta državna politika najemnih stanovanj z tega stališča slaba, ne? Ker enostavno ne rešuje tega problema. Ne? Slaba je tudi zato, ker država reši morda s to svojo politiko, če ne vem, koliko investiramo, 1% teh problemov, 99 pa ne. Kaj se zgodi? Ne? Če pogledate rezultat te vlade, na začetku 30 tisoč stanovanj, potem 20 tisoč, potem 2 tisoč na leto, zgradili niso niti enega, ki bi ga oni načrtovali, ne prejšnji vlade, niti enega. Pa imajo celo ministrstvo za to. Ne? In kot vidite iz teh njihovih hvalisanj, Maljevec vsak dan slika pred nekim drugim kosom zemlje, na katerem nič ne stoji in tako bo tudi ostalo. Ne? Oni dejansko investirajo 100 milijonov v ministrstvo, ne? Ampak to ne pomeni, da se to pretvori v stanovanje. Ne? To pomeni, da sam porabijo. Ne? Veste, ne? To je tisto, ko si rečete, ne, jaz verjamem Maljevcu, da je sposoben porabiti 100 milijonov, sam ne verjamem, da je sposoben za to držiti stanovanje. No, zgraditi stanovanja, no, ampak če pogledamo strukturo tega, kar so od prejšnje vlade zgradili, bomo ugotovili, da pride na Ljubljano mogoče še to ne 100 stanovanj na leto. Ena generacija novih, ki se rodi, je 17 tisoč ljudi. Se nismo Jezus, da bomo 100 stanovanj 17 tisoč ljudi rešili. Ne? Se ne izide. Ne? In edini, ki lahko masivno gradi stanovanja, je trg, pa ljudje sami. To smo že počeli, to je delovalo. Ne? In od takrat smo naredili samo 2 stvari narobe. Prvič, zaprli smo ogromne dele Slovenije zazidane, da se ne sme več zidati. Da smo, ne vem, največ v Evropi, mislim, da 38% ozemlja pod evropsko suverenost, to je natura, ne smemo več nič tam narediti brez Evropske unije. Natura 2000, ja. Tako, ne. Ampak tudi sicer smo tisočere zakone sprejeli, ki preprečujejo, da bi se kjerkoli zidalo razen v ne vem, strnjenih krajih, kar pa pomeni, da tam je zemlja zdaj fantastično draga, ker je malo. Ne. To je prva stvar. Ne. Druga stvar je pa, da smo zavlekli te birokratske postopke, včasih si gradil hišo iz 10 listi. Jaz zdaj gradim hišo, ne vem koliko, a je 10 soglasij ali jih ni, mapica vse bolj raste. Ne? In tega, kar je včasih znal narediti navaden delavec, vložiti gradnjo, zgradbeno, danes v Sloveniji ne zna narediti doktor znanosti. Ne? In te 2 stvari seveda preprečujeta navadnim ljudem, da bi gradili hitro pa poceni. Mi smo dejansko prepovedali hitro pa poceni in mi moramo vrniti malo pragmatičnost in upam, da bo nova vlada kakršnakoli bo to naredila, ker stanovanja se ne zdijo problem, zato ker mi starejši imamo to rešeno ali pa gradimo ali pa imamo kapital. Ampak če mladi nimajo stanovanj, mladi nimajo otrok, ne? Dobimo vse sorte problemov v državo, tudi izven, zato ker ne poskrbimo za to. In to bi mogel biti en glavnih ciljev pri bodoče vlade. Ti, ki pa prihajajo, pa dobijo stanovanje pa zdravstvo takoj, ne? Se vi strinjate s to napovedano deportacijo? Zdaj, če se vrnemo še k tem, ti, ki prihajajo, dejansko dobijo stanovanje, to je hud problem naše migracijske politike. Kaj se dogaja, ne? Iz Slovenije grejo najboljši, grejo inženirji, grejo informatiki, grejo zdravniki, ne?
76% tistih, ki pridejo notri, nima nobene izobrazbe. Ne. In zato, ne, ker nima nobene izobrazbe, tudi nikoli ne bojo, razumete, postali ne vem koliko bogati. Ne. In mi, kar delamo, je delamo socialni dumping, mi uvažamo ljudi zato, da imamo lahko zelo nizko ceno dela, ne, kar ni dobro za nas. Ne. Hkrati pa se potem zgodi, da ti, ki se priselijo k nam, ne v prvi, ne v drugi generaciji ne morejo stanovanja. Ne. In zato potem, ker so revni, ne, dobijo na teh izpitih, na teh razpisih, ki targetirajo revne, vsa ta stanovanja. Ne. In to moramo ustaviti. Ne. To se pravi, je pa tako, če vam banja začne ven teči voda, ne, boste najprej vodo ustavili, pa se boste pod banjo ukvarjali. In enako je s tem, mi moramo najprej ustaviti ta val, potem moramo pa razmisliti o nekih smiselnih politikah, kaj nam koristi, pa kaj nam ne, in ostale pospremiti domov, mogoče jim lahko celo malo plačamo, ne? Ampak pospremiti domov zato, ker potrebujemo tip migracije, ki ne bo obremenjeval proračuna, no, po domače. Ker imamo svojih težav dosti, ki jih moramo plačati. Torej deportacija ja ali postopno, ali kaj vi rečete? Postopna deportacija ja, definitivno. Ne pa takoj? Nekateri takoj. Ne. Postopno pomeni primeri, ki so sem prišli ilegalno in ki so prišli iz varnih držav, nimajo kaj tukaj delati. Če je pa nekdo, ki se mu ne zasluži dovolj, ne, pa se vidi, da nekje gre, pa da ima službo tukaj, pa tako dalje, to je pa pol druga zgodba. To se pa lahko rešuje malo bolj človeško. Ne. Se mi zdi, ampak ja, te ilegalci, ki so prišli pa tako in tudi mogoče gledati malo na dve stvari, na kateri ne gledamo, ne, mogoče gledati malo na kompatibilnost kultur, ne. Recimo, vem, da je imela Amerika ta loterijo za dovoljenje za bivanje, ne, in je rekla, toliko iz tega dela sveta, toliko iz tega, toliko iz tega. Ne morejo vsi prijeti, ne vem, iz Pakistana, ker bo to problem, ker bo geto. Kakšno tako politiko bi lahko uvedli, pa najbolj učinkovita bi bila pa verjetno politika, kjer bi rekli, tisti, ki pride, ne, začasno delovno mogoče par let, ampak če ne dosežejo 3 letih tega in tega dohodka, vsako leto, ne more ostati, ker bo socialen problem. Ne? Kakšni problemi so v zvezi s tem v Veliki Britaniji? V bistvu je oni so šli veliko dlje od nas. Ne? Oni so pač prej začeli, to je bil trend, ne, ki se je začel v 70-ih in Skandinavci so nasedli, Britanci so nasedli, Francozi so nasedli, mi smo bili pa za železno zaveso, smo bili pa malo varni pred tem migracijami. Mogoče ne zaradi politike, ampak zato, ker nam noben ni hotel, ne. Razen neuvrščenih, ne. Te smo pa dobili. Tako da je tam precej več tega, ne. In kar se pojavlja, ne, in se vedno pojavlja, ko imaš ti stik kultur, ne. Še posebej, če so kulture nekompatibilne, se pojavljajo konflikti. Ne. In potem se ti konflikti razrešujejo in ko ti uvažaš nove ljudi, nimaš ti nič proti njim, ker rečeš, jaz vas ne bi uvozil. Ne? Ampak ti rečeš, jaz imam to družbo, kaj je stabilna, če bom uvozil, ne vem, 10,000 ljudi, to se v Britaniji dogaja 10,000 ljudi iz tega, bom jaz dobil toliko pa toliko konfliktov iz tega. Ne bom rekel, ti boš kriv ali pa ti boš kriv, ne, jaz bom rekel, statistično bom dobil toliko pa toliko konfliktov in zdaj se jaz vprašam, a imam jaz apetit za to? A imam jaz apetit za to, da imam v Ljubljani nevarno zono, ali ga nimam? Ne? Veste, ne? In na tej podlagi, ne, mislim, da bi mogli usmeriti migrantsko politiko tudi za to, koliko imamo mi apetite za konflikte. Ne, pa za... Tako da v Britaniji imajo zdaj precej konfliktov iz tega naslova, ne, in tudi precej se že preliva, ker je delež prebivalstva zelo velik, ne, precej se že preliva v politiko. Ne. In potem recimo London. Župan Londona. Ne. Tako, ne. Pa ne to, da je on župan, ampak tudi to, kakšne stvari sprejema. Ne. Nedavno, ne, mi smo imeli v Londonu reklame, kjer je skupina belih najstnikov nadlegovala, to je bila reklama mislim, da je bilo za nasilje nad ženskami. Skupina belih najstnikov je nadlegovala neko temnopolto dekle, ne, in so to posneli. Pa so pa zdaj isto reklamo naredili, kjer je pa temnopolten fant nadlegoval belo dekle. Ja. Je bilo posredovanje, ker je to v Londonu, da bo to nestrpnost povzročili in so ta Transport for London, to so podzemna, so to reklamo pa prepovedali. Ista reklama. Ne?
Ampak, a veste, ko vi postanete manjšina, se začnejo te stvari obračati, ne? In to se dogaja v Londonu in to bi želeli, da se ne zgodi v Sloveniji. Ne? No, slovenski predsednik vlade Robert Golob je v tem procesu vračanja migrantov oziroma razporeditve po evropskih državah se odločil, da ne bi vzeli tiste kvote, ampak da bi raje plačali denar. A se je prav odločil? Ja, absolutno, ja. Absolutno, ker zadeve, ki se dogajajo po Evropi, recimo primer je Španija, ki je najprej ki je pravzaprav ne obljubila, ampak legalizirala 500 milijona nezakonitih priseljencev, ne? In za katere se je zdaj izkazalo, da ne vejo, jih bo 700 tisoč ali jih bo 1,5 milijona, ne? In ko bojo po nekaj letih v Španiji dobili državljanstva, ne, bojo šli lahko kamorkoli v Evropski uniji. Ne. Tako so odprli vrata. Ne. In zdaj, da bi Slovenija, ki bo že itak mogoče tarča enega dela tega, še odpirala vrata, ne moremo. Nas je malo, naša kultura je že tako prestreljena z migranti iz nekdanje Jugoslavije. Ne. Mi imamo premalo denarja, da bi lastne socialne probleme financirali. Ne. Tako da mi moramo postaviti neke meje, ne, in ena od teh meje je, ja, da se pač raje plača, kot da se vzame te zadeve. Tudi plačilo je sporno, ne, ker prostite, če Španci to delajo, zakaj moramo mi Špancem plačevati za njihovo neumnost? Ne? Ja. Zdaj vlada se hvali tudi s sodelovanjem s civilno družbo in poudarja vključevanje nevladnih organizacij v pripravo zakonodaje. Zdaj, a so te nevladne organizacije, kakšne nevladne so to, če jih vlada plačuje? Oziroma so to politične, to so paralelne politične, ustanavljajo jih politiki. Recimo Maljevac je ustanovil inštitut 8. marec. Ja, jaz sem nekaj časa rekel provladne organizacije, ne? Ampak ne, potem so to postale fluidne, ne? Zato ker ne, če bo druga vlada, pa ne bojo pomagale, ampak bojo kritizirale. Ne? Skratka, one so zelo del neke vlade. Ne? In v bistvu gre za, recimo temu, javni sektor v senci. Ne? To je skupina ljudi, ki jih vlada plačuje za to, da mogoče počenjajo stvari, ki jih vlada ne sme ali si jih ne upa. Ne? Hkrati je pa to en kup lobističnih organizacij, nič drugega, ne? Ki po eni strani politično podpira vlado. Recimo v Sloveniji imamo velike omejitve financiranja političnih strank. Veliko teh omejitev je bilo sprejetih ob osamosvojitvi, ker so se bali, da bi naši slovenski uspešni izseljenci v tujini financirali opozicijo in so preprečili to financiranje. Ne? Potem so preprečili političnim strankam kakršnokoli delovanje znotraj podjetij, potem so jim predpisali kvote, potem so jim predpisali transparentne finance, ne? Potem so predpisali, mislim, da pod Bratuško vlado, zelo, zelo nizke prispevke, ki jih jaz kot posameznik lahko dam politični stranki. Predstavljajte si, kakšna omejitev demokracije je to. Jaz verjamem v nekaj. Jaz bi ta program realiziral, jaz si najdem politično stranko, rečem, jaz vam bom dal plače, zato, da boste moj program realizirali, ker jaz verjamem v to, da bo bolj Slovenija, in ti to prepoje ne moreš. Ne? To je kot prepoved svobode izražanja v bistvu. Ne? No in nevladniki nimajo nobene teh omejitev, so pa del volilne kampanje. Ne? Kar to pomeni, da recimo 8. marec ne, ima več denarja na voljo za volilno kampanjo, pa nobenih omejitev kot največje slovenske stranke. Ne? Samo mogoče največji dve imata toliko denarja kot 8. marec. 8. marec je eden, mi imamo teh nevladnikov desetine, ta velikih pa stotine malih. Ne? In to je enostavno, to je ulični podaljšek vlade in prva stvar, ki bi mogla nova vlada narediti, je prenehati s financiranjem kogarkoli, oziroma ločiti nevladne organizacije na eni strani gasilce, na eni strani srednje šole, ne, ki jih financiramo kot nevladnike, ne, na drugi strani pa te politične aktivistične nevladnike in porezati vsa sredstva. Ne bojo na trgu, pa ne delajo.
No, sej, nekatere pa so na trgu, ne prav Inštitut 8. marec je zdaj razkril, kdo jih financira in to so v glavnem neke tuje fundacije, med njimi celo neka avstrijska posameznica, fizična oseba, ki je dedinja neke nacistične produkcije, to zdaj prihaja ven, ne. Torej, ali bi mi morali omejiti tudi in razkriti pravzaprav, omejiti in razkriti te tuje fundacije, ki financirajo naše nevladnike, kajti vprašanje je, za koga potem oni delajo, ne. Zdaj, če ti te plača Soros, mislim, da dela za Sorosa, ne. Ja. Absolutno bi mogli narediti transparentnost in potem tudi izenačiti pravila, dajte, če Nika Kovač lahko dobiva milijone ali pa 100 000, da dela volilno kampanjo v Sloveniji in to financirajo tujci, Ja, zakaj potem naše stranke ne smejo dobivati od Slovencev iz tujine sredstvo za politične kampanje? Tukaj nima smisla. To je pol diskriminacija oziroma neupravičena prednost enih posvečenih. Ne? In moramo vedeti, da Nika Kovač, ne, ker je pač del te posvečene elite, ne, je na televiziji vsake 2 tedna. Ne? Nobena druga stranka nima tolikšne politične izpostavljenosti. Ne? In ona govori samo v korist vlade, nikoli v korist opozicije. Ne? Ona je del vlade. Ne? In to je potem, bomo rekli, to ni fair play, ne? To je neenako področje političnega boja in idej. Ne? In zato pravim, ne, kompletno je treba jih narediti transparentne. Ne? ali tudi prepovedati financiranje iz tujine. Tako. Mislim, da Putin je to naredil, ne. Nočemo biti Putin, ne, ampak ne, hočemo pa, recimo, financiranje iz tujine je tudi lahko dobro, ne, če to delajo Slovenci, recimo, Sajovic iz Tube je takrat veliko pomagal, recimo, ne. Tako da je vprašanje, ne, že, verjetno je dovolj že, da ljudje vejo, da to ne prihaja od nas, ampak da to nekdo iz tujine. Da, v bistvu z zrnom soli sprejmejo te komentarje teh organizacij, tako, da vedo, kdo to plačal. Dobro, zdaj predsednik vlade je seveda začel svoj mandat, pa vse do zadnjega, do te volilne kampanje je o tem malce utihnil, sicer pa se je ves čas vrtelo o čiščenju janšistov, ne. Prva stvar je ta, da pravzaprav nikoli ni bilo razloženo, tudi jaz ne vem, kdo je to janšist, ne, mogoče vi veste, kaj to pomeni. In sploh je to, če gre za neko politično opredelitev posameznika, je to sploh ustavno, saj smo v demokraciji. Kako je s tem, kaj naj si mislimo? To je prepovedano, to je pri nas prepovedano, ne. In čudim se, da nihče ni odprl te teme kot pravne teme, ne politične teme, ne, ker... Na sodišču. Tako, ker glejte, ne, to je isto kot, če vi rečete, jaz nočem pa na televiziji janšistov, židov, črncev in to je čisto isto. Ne. Tega ne smete početi. Ne. Vi posebej v javnih inštitucijah ne smete človeka vprašati, za katero stranko ste, ampak ga morate vprašati, kaj znaš, koliko si sposoben, kaj so tvoje reference. Ne. In to, da gre nekdo, pride iz kvazi gospodarstva, za katerega se pol izkaže, da je bilo državno, ne, in da to naredi, ne. Pa da nihče ne reagira. Ja, pa da nihče ne reagira, ampak se to zdi normalno, potem se pa vsi umaknejo, pa ostane sam in potem na televiziji reče, sej vi, in to reče... Voditeljici Tanji Starič. Ja. Sej pa smo se vse zmenili, da bomo čistili janšiste in polovno zleze v stol in ker je neroden, kako je lahko to javno rekel, ne, ampak to je posledica prvič zelo, zelo velike enosmerne polarizacije, to se pravi, to, kakor so te levi mediji blata z metalno opozicijo, ga opozicija nikoli niti ni mogla za njih zmetati, ker nimajo teh medijev, niti te moči, ne. Potem se kar tako nekako pojavi, da je to normalno, ne? Da je to sprejemljivo, da skupaj če pri nas. Ne? In to je zelo huda stvar in mislim, da bi mogel predsednik vlade za to po mandatu sodno odgovarjati. Ne? Ampak, če ni tožnika, ni sodnika, ne? Nekdo bi ga moral tožiti. Ja, če se identificira janšiste, imajo pravni interes. Ne? Pa kdo sploh janšist, kaj vi mislite? Jaz mislim, da je to zelo težko povedati, ampak to je nekdo, ki njemu ni všeč, pa ki ga ne časti, ne. Mislim, da je to janšist, ne. Janšist je tipično, ne,
kolikor sem jaz to dojel, jaz recimo nisem nikoli volil SDS, ne, ampak bojda meni tudi prav janšist, ne. Zato, ker sem za nižjo javno porabo, ne, to je janšist, ne. Jaz sem za manj vpletane države v gospodarstvo, ne, za bolj neodvisne državne podsisteme, ki ne bojo bolj zasebni, zdravstva, šolstva, pokojnin, ne. Za manj denarja za razne posebne interesne skupine, ki jih država financira in tako dalje. Jaz mislim, da je to janšist, ne. Ja, pa dobro, moramo biti veseli, da se ni namenil čistiti libertarcev, kamor se pa vi štejete, ne? Ja, sej zadnje čase ima zelo čudne. Zadnjič je objavil nek video, ki ga spet nihče na televiziji ni objavil, tako da hvala Bogu. Mislite Golob? Ja, so mu prihranili sramoto, ne, ko je nek fant je jedel na stopnicah pred Prešernom burek. Ne vem, če ste videli tiste. Ja. Prije k njemu predsednik vlade in reče, mi daš kos bureka, ne. In pol dobro, fant verjetno vas prestrašen, dobro, če vam moram dati kos bureka, mu dam. In pol mu še reče, da jaz vidim, kako se ti prehranjuješ, ne. In pol se usede predsednik vlade zraven in reče, to je svoboda, ne. In on fant si verjetno mislil, kaj je svoboda, da jaz sedim pa jem burek, pa prije predsednik vlade, pa mi ga najprej par vzame, pa mi pa še reče, da bo kontroliral, kako jem. Veste, ne, to je. Ja, to je bila ta... On je zgubljen, ne. Ja, zgubljen je. On je hotel povedati, da nekoč, ne, v času covida je policist tam na teh istih stopnicah pri frančiškanski cerkvi predpisal kazen nekomu, ki je do burek, ampak je šlo za ukrepe, protikovidne ukrepe, ne. To so zdaj hoteli povedati s tem. On je hotel provocirati marsikaj, tudi to, da se pred cerkvijo je, pa to, da se ravno burek je, ne krvavice, ne. Ja, ali pa nekaj vegetarijanskega, ne, več stvari smo lahko razbrali. Ampak ne, ljudje so postali pametnejši. In ljudje so reagirali pa na to, kaj delaš temu človeku, pusti ga na mir, da je burek, ne. Niso se več odzvali, ne. In to se zdaj dogaja, slovensko politično telo zori, ne. In nedavno smo imeli Dražgoše namazane, z kljukastimi križi, ki so bili narisani v napačno smer, tako da to so te jasno videli, himalajski, da nek doktrinarni nacist pa tega ne bi naredil. Čisto v kontrasmer so šli, ja. In s tem, da so imeli že 10 izjav za javnost pripravljenih praktično isto uro, ne, očitno so vedeli, so imeli kristalno kroglo, pa so videli, ne. In takšne akcije, ne, hvala Bogu, ne delujejo več, ne. Hvala Bogu, pol ljudje vedno rečejo, ne, kdaj bo pa moja žena dobila ginekologa, ne, recimo. To je pomembno, ne. Ja, to so bili te nepalski križi, ne, praktično. Ja, ampak dobro, predsednik vlade je čistil janšiste tudi na policiji, ne, tudi to je zabeleženo, konec koncev te spori še trajajo. Tudi Komisija za preprečevanje korupcije je rekla, da je to bilo vtikanje nedopustno, ampak potem predsednik vlade rekel, da ne, da on je sicer rekel, da bo odstopil, če bo KPK karkoli ugotovila, ampak da ne, da to si je on drugače predstavljal, ne. Kaj nam to pove o predsedniku vlade? To, da bo rekel, da je odstopil, je bila ideja, ne. To ni pa so narobe razumeli. Tako, ne, to ni bila obljuba, ne, to je bila spet ena tistih nevojih idej, ne. Mislim, da spet v Sloveniji imamo dar, da bistvene strukturne države naše družbe poenostavljamo, ne. In ena izmed njih je pač to, da javni sektor obvladuje celotno družbo, ne, kar ni dobro nikoli, ne, ker oni so administracija, ne. In med njimi je tudi ta, da imamo zelo slabo delujoč sodni sistem, ne, da naša vladavina prava zelo šibka, kar nam vse mednarodne raziskave kažejo in del tega je tudi ta politizacija policije, ne, kjer, ne, se to kaže skozi to, da predsednik vlade je 2 dni nazaj rekel, da mu je policija sporočila, da so na socialnih omrežjih neke laži se pojavile neke zdravnice, ne. In potem se je hitro policija oglasila in rekla, ne, mi mu tega nismo nikoli rekli, ne. Ampak jaz mislim, da si ni smislo, ne, in to se zgodi, ne, ko postaviš svoje ljudi na policijo, ne, to se zgodi, ne. Da predsedniku vlade poročajo, kdo konkretno, kaj grdo govori na socialnih omrežjih, ne. To se ne sme dogajati, ne. In tudi zato bi mogel odgovarjati, tako da jaz mislim, da Robert Golob, ne, bi lahko šel po tem mandatu v zapor, ne. Dobrunje, to je novega.
Tanov, v Dobrunjah, ja. Ja. Ravno včeraj sem bil tam. Ja, dobro, zdaj omenili ste pravosodje, ne? Tu pa se dogajajo neke spremembe, ali ne? Mogoče kadrovske. Si lahko kaj obetamo? To bomo videli, si ne upam nič reči. Morda, ne, ampak gotovo pa ne na ustavnem sodišču. Ne. Te stvari, ki se dogajajo na ustavnem sodišču, to se pravi to imenovanje, širjenje skrajno levičarske skupine tam, ne, medtem ko pač se mandati iztekajo tistim profesionalcem. Ne. To nas bo, če ne bomo zbrali, ne vem, če ne bo neka normalna struja zbrala dovolj odstotkov, da to spremeni, nas bo zelo tepel po glavi, ker ustavno sodišče je na točki, ko ne odloča več o tem, kaj je v ustavi, ne, ampak si jo sproti izmišljuje. Ne. In če vi delate reforme in nekemu močnemu lobiju nekaj ni všeč, nekomu vzamejo denar državni, ne, bo to hitro neustavno ratalo. In bo vlada, ki bo hotela delati normalne stvari, strani teh levih ekstremistov na ustavnem sodišču blokirana. Ne. In to bo ogromen problem. Ne. Kako bomo mi nazaj se zdaj povlekli? Ne. Zdaj bomo dobili še KPK, ne, ki ga bo vodila Strnadova. Ne. In to je spet ta znamenje, kako gnilo je to kadrovanje, ko daš ti isto kandidatko kot najboljšo kandidatko na 3 funkcije. Kako je lahko na 3 različnih funkcijah? Prijateljica predsednice vlade. Ja. Kako je lahko na 3 funkcijah, a v Sloveniji nima 2 milijona ljudi, en isti človek najboljši kandidat? Ni, ne, samo nekam se je hodil takrat. To je narobe, ne. In ona je na levi strani idejno. Ona je tudi sodelovala v čiščenju janšistov na RTV Slovenija, ne, pisala na ustavno sodišče. In pomagala kot NVO ilegalnim migrantom, kako so izigravali naše zakone in policijo, recimo. To nikoli ne bi smeli. In zdaj vodi KPK. Hkrati imajo pa to idejo, ne, ki je izrazito nedemokratična, ne, da če bi sodišče nekoga obsodilo, on ne bi smel kandidirati na volitvah. Ne. Zdaj, v Sloveniji v ustavi piše, da imamo mi kot ljudstvo oblast. In če tisoče ljudi želi videti nekoga kot njihovega predstavnika, ne, in ga zdaj lahko neka sodna oblast, ki je nihče ne izvoli, ki se sama reproducira, prepreči voliti. To je Iran. Ne. To je Iran. Ne. Še posebej v sodni oblasti, ki ima zdaj spet 4 ljudi iz Nove Slovenije v procesu. Spet imamo 4. Ne. A veste, pri nas je sodna oblast 80% levičarjev, 20% profesionalnih sodnikov. Ne. In če vi sodni oblasti date takšno moč, ne, boste imeli na ustavi blokado, na sodni oblasti blokado, kako boste karkoli reformirali v Sloveniji. No pa še za ustavnega sodišča sploh ni mogel biti imenovan nekdo, ki pravi, da je agnostik, ampak dobro, mogoče je katoličan, ne vemo zdaj, ampak versko prepričanje je bilo domnevno sporno, po mnenju Nike Kovač. Ne versko prepričanje, celo to, da je agnostik, pomeni, da on ne reče, da ni Boga, niti da je Bog. Ja. Celo da v srednji smel biti. Ne? On ni rekel, jaz verjamem, on je rekel, jaz ne vem. Ne? In to je bilo že dovolj, poleg določenih njegovih drugih stališč. To je neverjetno, da neka, oprostite, smrklja določa ustavnega sodnika, ne? In da potem ljudje spremenijo mnenje na podlagi nekih praktično najstniških kapric. Ne? Ampak niso vas pustili niti v državni zbor. Tako, ne, in to je, predstavljaj si, kakšne probleme bomo imeli, če bomo same take ljudi, temu se reče, napakirali na ustavno sodišče, ne. Same ljudi, ki bojo popolnoma ustrezali tem skrajnežem, ne. Kaj se bo zgodilo, ko bo nekdo rekel, da hoče imeti, ne vem, poenoten 5 davkov, ki je danes 5 komplikacij v en davek, recimo, da hoče poenostaviti, ne. Dali 300 razlogov, zakaj to ni protiustavno, samo zato, da je zrušili ekonomsko reformo. No pa, ko že govorimo v parlamentu, tudi raven razprave v parlamentu, parlament, ne, je govoreč po francosko, ne. Torej, ta ustanova zdaj niti govorjenja več ne dovoli, ne, zahvaljujoč nekaterim posameznikom tam. Ja, ali posameznicam, če smo konkretni, ne. Ja, reč, ne bom nič o Urški povedal, ker karkoli bi povedal, bi me potem tožila, ne, ampak mislim, da se bo to vrnilo kmalu po novi vladi, ne.
tukaj to se ne bo več dogajalo. Ne. Mislite? Ker gospa spet kandidira, ne? Ja, samo ne bo predsednica parlamenta nikoli več, to lahko pozabi. Oni bojo volitve izgubili, ne. Kdo jih bo zmagal, ne vem. Ne. Ampak ti isti ljudje, niti je v njeni stranki ne bojo postavili za predsednico parlamenta, niti je nova koalicija, kakršnakoli bo, ne bo postavila za predsednico parlamenta, ne. Ker mene nikoli ni motilo njeno obnašanje. Ženska je radoživa, vesela, naj bo, naj dela kar če. Ne. Vsi smo svobodni. Ampak funkcija v parlamentu je resna stvar, tam se pa ne sme tako šaliti. Ne. Tam ne sme priti do izraza njen egoizem, samovšečnost, histeričnost, to se ne sme dogajati. Ne. Tako da nasvidenje, Urška, pa to je to. No in za konec, recimo, zdaj parlament je bil okoli 137, nekaj takega, izrednih sej, pa samo manj kot 40, mislim, rednih. Ne? Ja. Torej, mi smo živeli v vojni, v bistvu, v izrednih razmerah. In to strani ljudi, ki so 15 let prej govorili, kako je slabo imeti izredne seje, ne? Pa kako Janša ustvarja izredne razmere. Ne? Potem so pa oni vse to delali. Ja, mogoče je pa čas, da se postopke parlamenta skrajša na splošno, ne? Pa bojo malo bolj učinkoviti, čeprav učinkovitost je dvorezen meč, ne? Ker za kakšno vlado, recimo, to si želite, da bi manj naredili, kot so naredili. Bi bilo zato boljše. Tako bi bilo za vse boljše, ja. Da bi manj delali. No dobro, zdaj za konec, če bi ocenili to vlado od 1 do 5, kakšno oceno bi dali vladi Roberta Goloba? Vladi Roberta Goloba bi dal oceno 2. Tako bom rekel, obljubljali so mnogo več, ampak potem so se pustili prevzeti skrajneže znotraj svojih vrst in se ves čas zapletali v neke razredno-bojevniške vojne, v neke sovjetske predstave o družbi, namesto da bi to družbo peljali naprej. In mislim, da sta 2 razloga za to. Eden je bil, da so se tako hitro zakipirali, da so jim zraven pristopili tisti isti aktivisti, ki posod pristopijo in posod naredijo isto. Drugi je pa, da so bili tako neizkušeni, da niso, ker so bili čisto novi ljudje, ne, da niso znali teh stvari niti če bi jih hoteli ustaviti, pa jih verjetno niso. Tako da jaz upam, da takšna vlada ne bo nikoli več obstajala. Iskreno moje mnenje je, da je to bila najslabša vlada od osamosvojitve. Tako da pa mislim, da se bojo na volitvah ljudje tudi odločili v skladu s tem. Dobro, gospod Tomaž Štih, najlepša hvala za vaše komentarje. Hvala za povabilo. In hvala za pozornost. Nasvidenje.